zmeraj je nekdo drug kriv. Zmeraj je en tujc kriv. Zmeraj je en, ki ima napačno mentaliteto kriv. Zmeraj nekdo drug. Nikoli ni naš politični establishment kriv, nikoli ni kriv naš ekonomski sistem, vedno je kriv en tisti drug človek. In ko pogledamo, je to vedno nekdo, ki je na družbenem dnu. Nekdo, ki ima najmanj možnosti se upirati proti temu izkoriščanju. Z vse večjo množičnostjo in vidnostjo tujih migracij postajajo vidne tudi domače migracije iz središča družbe na njen rob. Prava rešitev ni drobljenje in deljenje družbe na popolnoma različne kulture, ki ne morejo shajati skupaj, ampak je solidarnost in skupen boj. Sedanja vlada je skrčila sredstva za subvencioniranje najemnin, Janševa vlada pa je z ZUJF-om ukinila podporo mladim družinam za nakup prvega stanovanja. Revni smo ali so tako prepuščeni izkoriščanju privatnega najema, ko z nerednimi dohodki preplačujejo vsako vlažno, zatohlo in temno luknjo, ki jo najemodajalec lahko odda. Mladi se stiskajo v stanovanju svojih staršev, ker si z negotovimi, nerednimi in mizernimi plačami ne moremo privoščiti svoje osamosvojitve. Medtem pa je samo v Ljubljani čaka na prebivalce več tisoč praznih stanovanj. Stanovanj, ki so jih zgradili migrantski delavci naše bivše domovine, za kar so pogosto izgubili svoje zdravje, dostojanstvo in na koncu ostali še brez plačila. Žepi upora proti diktatom političnih elit. V Ljubljani je eden od teh žepov tovarna Rog, ki so jo aktivisti in aktivistke, umetniki in umetnice ter študenti in študentke pred desetletjem rešili pred propadanjem. V oživljenem Rogu že polnih 10 let potekajo dejavnosti, ki se zoperstavljajo dobičkarski logiki mestnih oblasti in potrošništvu. Tovarna Rog je prostor druženja, kritičnega mišljenja, ustvarjanja in avtonomnega delovanja. Uporabniki proizvajamo kulturne, umetniške in športno-rekreacijske vsebine, ki sledijo logiki samoiniciativnosti, neprofitnosti in solidarnosti. To pa je logika, ki je v nasprotju z interesi tistih, ki bi radi Rog spremenili v dobičkonosen in elitam namenjen prostor. V teh dneh se rogovci in rogovke soočamo z grožnjami rušenja in evikcije. Občina bo v Rog konec meseca poslala prve bagerje z namenom rušenja prizidkov. To počne zato, da ji ne zapade gradbeno dovoljenje in kljub temu, da za prenovo kompleksa sploh nima denarja. Ali vidite absurd? Občina ruši že obstoječo samoniklo kreativno cono in vse, kar namerava ustvariti, je še ena zapuščena gradbena jama v središču mesta. Mi temu odločno nasprotujemo. My name is Safiullah Ebadi. I am from Afghanistan. Today I come to join in this protest and out several points. We all migrants left our home and families. We lost everything in our life. And we come to Slovenia, the country for our protection. We want to live in this world because in our country we cannot live. Afghanistan is a war country. Today everyone of the European Union know about, but why they hide? To je že zelo veliko povedanega, ampak živimo v časih, ko imamo oblast, ki govori o raznolikosti, pa razume raznolikost ne kot raznolikost ljudi, ampak kot raznolikost žic, se veste, različni modeli žic, takšni in drugačni. Živimo v časih, ko ista oblast ali pa oblasti, ali pa kdorkoli že je na oblasti, se več ne vem, kdo je oblast, govori o medkulturnem dialogu, pa ga razume tako, da se hvali, dobesedno hvali, s tem, da je postavila drugo obrambno linijo na makedonski meji. Živimo v časih, recimo, ko se danes tako imenovani predsednik vlade hvali s tem, da je Slovenija odprta in varna država. Ampak za koga je odprta in varna država? Očitno je odprta in varna država za goljufive delodajalce, ki tukaj v Sloveniji grejo na upravne enote, grejo na IPES in verižno odpirajo podjetja, odprejo tekoč račun, zaprejo tekoč račun, ogoljufajo delavce, vmes pa tako malo za hec, za 20 mesecev nazaj odjave delavce zdravstvenega zavarovanja. To je v Sloveniji očitno odprta in varna država za delodajalce. Tisto, kar pa ostane delavcem, je pa strah pred temi delodajalci. In tisto, kar je dan spet, tako imenovani predsednik vlade, rekel, da pa ta shod današnji pa je, da širi strah in nestrpnost. Glejte, jaz sem takole povedal, kaj je oblast, ki se boji ljudi? To ni oblast, to je diktatura. To je navadna diktatura, ki se boji v bistvu svobodnih ljudi in njihovega mnenja. In tisto, kar res moramo tukaj in zdaj povedati, da tisto, kar bi se pa morala oblast še bolj bati, ni tega, da v bistvu se
boji svobodne volje, svobodnih ljudi, ki imajo vse pravice, ki jih lahko svobodno uveljavijo. Oblast bi se res morala bati teh istih svobodnih ljudi, ki ignorirajo oblast, ki jim je vseeno za takšno oblast, ki sama krši ustavo, ki sama krši zakone, ki je vseeno za pravice beguncev, azilantov. Ali naj jaz takšno oblast priznavam? Ne bom je. Jaz bom priznaval bom ustavo, ki govori o pravni svetovni državi. In tega bi se morala oblast bati, svobodnih ljudi, ki za vsako ceno tukaj in zdaj hočejo uveljaviti vsak člen ustave. Hvala. Policija povsod, pravice nikjer. Policija povsod, pravice nikjer. Policija povsod, pravice nikjer. Policija povsod. Beat